podnebni tek je štartal v Glasgowu 30. septembra. Včeraj zvečer je prišel v Volčjo Drago, kjer smo ga sprejeli skupaj z ministrom za okolje in prostor in njegovo ekipo. Celo noč je potovala štafeta preko Slovenije, po noči je bila v Ljubljani. Danes smo se oglasili najprej v Kostanjevici na Krki, potem pa tudi v Leskovcu pri Krškem in trenutno v Krškem. Veseli me, da smo zbrali različne partnerje, torej generalni pokrovitelj je bil GEN, sicer pa smo pod pokroviteljstvom predsednika države ta tek organizirali v okviru programa Ekošola, ki smo partner projekta. Tudi ne samo nacionalno, ampak tudi mednarodno je Foundation for Environmental Education krovna organizacija, ki je poprijela, zavihala rokave, tako da mi praktično organiziramo po večini držav, od 18 sodelujočih držav, torej ravno program Ekošola in krovna organizacija FI to organiziramo. In smo veseli, da nam je v Sloveniji uspelo pridružiti tudi potem še samo ameriško ambasado, angleško ambasado in ostale partnerje. In smo veseli, da nam ta zadeva trenutno odlično uspeva. Kakšno je sporočilo tega podnebnega teka? Sporočilo je, da je treba ukrepati zdaj. Čas se izteka, je tudi naslov, we are running out of time. Tako da sporočilo je predvsem strani mladih, namenjeno svetovnim voditeljem v Šarm el Šejku, kjer bo potekala naslednja podnebna konferenca COP27. In sporočilo je, da mladi potrebujejo ustrezno izobrazbo, ustrezno opolnomočenje na področju podnebnih sprememb, da bodo oni kot bodoči odločevalci znali uspešno ukrepati na področju blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. So mladi že dovolj ekološko osveščeni? Jaz lahko rečem, da v Sloveniji so. Program Ekošola na primer je eden od programov, kjer poskušamo mlade čim bolj usposobiti oziroma ozavestiti in izobraziti na področju podnebnih sprememb, ampak tudi širše. Podnebne spremembe so seveda zdaj vroča tema, mi pa delujemo tudi na področju ne samo podnebnih sprememb, ampak tudi energije, odpadkov, trajnostne mobilnosti, nasploh ohranjanja našega sveta v čim boljši meri.